lep dober dan vsem skep. Na našem tradicionalnem postavljanju klopotca, to je že 18. leto, ki je zaporedno, niti enega leta nismo spustili zaenkrat, tudi glede COVID-a, tako da podpos na stajno aktivni v tem. Postavljanje pač klopotca, en običajen naš lep vinogradniški en praznik, tako da se ga vsi veselimo, malo druženja, malo zafrkancije, pa seveda tisto, kar mora biti. Včasih smo dobili župnika, nažalost ga nismo dobili, da bi nam ta klopotec blagoslovil. Tako da bomo pač letos postavili brez tega blagoslova. Šli bomo za traktorjem vsi skupaj, se pelamo na določeno mesto, ki smo si ga zamislili. Zdaj imam pa še jaz dve stvari. Dve stvari in tu so prva, da imamo 31. tega meseca v 5. uri predavaje glede trgatve, fermentacije in tako naprej. Pride Ivanka Badavinac predavati v 5. in to predavanje je zelo koristno za nas vinogradnike, ker vse nekaj vemo, ampak ne vemo nič. Jaz, ko sem zdaj parkrat bil na ocenjevanju, pa to ženska ve ogromno in je prav, da jo tudi poslušamo in da nas pride čim več. Tu je predavanje za vse 6 društev, tako da bo v dvorani iz cele občine. Tako da boste pa še dobili, tako bo še enkrat poslala, sporočila, da ne bi kdo pozabil. Mislim, da je prav, da pridemo, da se udeležimo. Drugo, kar vam glede na stanje, ki je pač v Sloveniji polno. Mi smo bili včeraj prek turističnega društva gor v Mozirju, smo pucali tisto, ne vidite, kak je bilo po televiziji, mi smo videli to, ampak tisto te hudo je odstranjeno v Mozirju. Vse gor vižje, ko vidite po televiziji, je še stvari, ki ljudje so še stalno v blati in jaz mislim, da bi bilo prav, da bi se tudi vinogradniki mogoče, kjer bi lahko kjer prispeval, kakšnih par evrov, kjer je že nakazal, če je že kjer nakazal, ni problem, ni treba dati, če lahko kjer da par evrov, bo ena naša gesta, da bo tudi vinogradniško društvo pristopilo k te pomoči. Bomo pa tudi nekaj dali iz blagajne, tako vsa društva se odzivajo, ljudje vsem pomagajo, jaz mislim, da je prav, da pristopimo k tem, da jim pač nekaj, par evrov pač podarimo. Dobar dan. Hvala na Kaleško. Počasno šli, elegantno, niste elegantno pelo vlado.
Malo sam vas tresel, slušajte, od dole spode. Je streslo. Petega leta servis je bil napravljen prvi. 11 leta in letos ga nam je spet obnovil. Miloš, najlepša ti hvala. Neće računati, mi se v paradi zahvalimo, ne. Pa ko bo upale, pa te prosimo, pa še zrekne, ne. Kaj ne moramo s kotletom plačati, ampak vseeno, lansko leto ga je fejst razbilo, tako da je letos bil res potreben servisa. Spoštovani vinogradniki in vinogradnice, lepo pozdravljeni v tem okoliši, to pri nas rečemo, to je vinska klet Babniki. Babniki pa zato, ker se temu zaselki reče Babniki in tako je ostalo. Tukaj je naša hiša, vinska klet, imamo 1200 trt, mešano belo, žametno črnino pa frankinjo. Lepo se imejte, to bi bilo z moje strani vse. Zdaj pa, če lahko še posluhnete, en moj prijatelj, sosed dober iz Brežic, posluhnite ga, je rekel, da bi rad povedal par besed. Izvoli, Vlado. Klopotec za srečo. Pešečki vinogradniki so klopotec pripeljali. K Kolarjevim zraven peli, pili in se smejali. Da bo odganjal ptice in nesrečo in napravil od prijateljev gnečo. Naj bo grozdje sladko, vino bistro, gladko. Vino za prijatelje in dobre ljudi, v Babnikovem hramu ste dobrodošli vsi. Zdaj pa prosim, muzika, pridite sem, pa bo to hitro postavljeno. Seveda je. Nota ni treba nekaj globoko važno, da ne variti. Ti doj ni možno. Ti doj ni možno, ti gor mora biti čvrst. No pa ne bo dosti. Ne, samo to je pol metra. Tako se prav, meni je valiče. Jak ne pa je? Ki? Ki je? Lej tam so. Pri droti. Pa kje ste v politi potegnil nekomu želiče? Tu dol, škoda ti. Staj steca živa ti, veš? Staro je bil pa ni prvi mihece. Tega bo obarno krug. Ja, kljub slabi napovedi in toči, ki nas je letos zelo prizadela, nas vinogradnike tukaj v Pišecah, smo se vseeno odločili, da postavimo klopotec. Tudi, ko vidite, je tle, tudi toča lomašterla,
po našem vinogradu, sicer ni to naš, ampak je od Mirkota Kolarjevga, ne, ampak vseeno bomo še nekaj dobili od tega, čeprav nekateri so pa čisto ves predelek. Na srečo nekateri v srednjem delu niso dobili nič toče, hvala Bogu, da ni, da bi vsaj v njih nekaj imeli. Nekaterim je vzelo pa čist 100%, Orehovec in tam gor je pa potovčeno čist 100%. Ampak ne moramo naravi, ne moramo nasprotovati. Glede, kakšno smo mi imeli tukaj točo, so oni boljše bogi, ko so pač bili poplavljeni pred 10 dnevi. Kaj še lahko vinogradniki sedaj naredijo, morda se še da kaj rešiti? Vinogradniki sedaj ne moramo veliko več pripomoči. Koliko smo lahko, smo tisti zaškropili, smo zavarovali. Druga, zdaj več ne moramo veliko napraviti, tako da še malo poškropimo, da bo imelo mlade mladice, da bo vsaj tisto dozorelo, koliko še je. Res pa, da bo zelo malo in težka trgatev. Vino bo pač tako, ko bo primerno te toči, tako da bo res letošnja letina bo pa res slaba letina. Prej ste pozvali vinogradnike in tudi ostale na strokovno predavanje. Morda še enkrat ponoviva, kje, kdaj, kako, zakaj? Ja, glede na točo, sicer smo se že pri društvenem ocenjevanju pogovarjali z gospo Ivanko Badavinac, da bi imeli eno društveno ocenjevanje glede fermentacije. Sedaj pa, ko je ta toča nas prizadela tako, je pa še to veliko bolj pomembno za nas, da nam taka strokovnjakinja nekaj razloži, nekaj pove, kar nam bo zelo, zelo dobrodošlo za nas, male vinogradnike. Veliki vinogradniki veliko vejo, imajo izkušnje, mi pa, ko imamo po 500, 1400 ali pa 1400, je pa to zelo dobrodošla gesta. V tem času bi kar pozdravil vse vinogradnike okoli, pa jih ob enem tudi povabil na predavanje, kjer to predavanje je za celo brežiško občino, bo pa 31. avgusta ob 17. uri v večnamenskem domu v Pišecah. Zelo bomo veseli vsakega obiska, kjer bo prišel, tako bomo pa tudi kaj prištimali za kaj popiti, pa mogoče kaj za prigrizniti. Zelo vabljeni res in upam, da se bomo še veliko naučili glede te letošnje ujme, ki nas je prizadela. Na koncu bi se rad zahvalil Viki in pa Mirkotu Kolarju, ki sta nas prijela v ta lep kraj, kot on pravi, Nimnik, da smo tukaj postavili klopotec in zdaj bo še to naše druženje, ki ga vsi tako težko pričakujemo. Zahvalil bi se pa tudi našem serviserju oziroma Vaščanu, ki nam je napravil vinogradnik pred 18 leti, servisiral ga je prvič leta 2011 in letos, ker ga je lansko leto zelo veter uničil, potrgal batce in je bil res potreben servisa. Mirkotu in pa Milošu, pa Viki, najlepša hvala za vse, kar so napravili za nas vinogradnike. Hvala lepa. Jaz sem kupcu. Ja nisem pa mesec. Štaufar bi še mogel stane biti pa dobro. Ajde, izkupico jaz pa s tem. Naš poradski, da ga tati bo veliko dal. Naj veliko vina, kaj ga ne bo. Dobre, dobro. Provizor.